Nastale situacije, predvsem grožnja predsednika Erjavca, da bo izstopil iz koalicije? To se mi ne zdi neka posebna novica, tudi ne spreminja veliko dejstva. Njegov odnos do koalicije je že dlje časa znan. Predsednik državnega zbora Pavle Gantar je že decembra opozoril, da pravzaprav v Evropi ne bi našli primera, da bi neka koalicijska stranka glasovala proti proračunu, proti interventnemu zakonu, proti eni ključnih reform neke koalicije v tistem mandatu in ne potegnila konsekvence, ki bi bila korektna in dosledna. Tako da zdi se, da gre tukaj za neko preračunljivo dejanje v nekem trenutku, ki pa je bilo načrtovano in ki ga je imel gospod Erjavec očitno v mislih že pol leta nazaj. Torej gre za izhodno strategijo stranke Desus? Gre za strategijo, ki se ne ozira na nobeno drugo posledico kot na lastno korist. No, ampak kaj, če se odločijo jutri, da gredo iz koalicije, kaj potem? Kot sem rekel, to mislim, da v splošnem sploh ne spremeni dejanskega stanja. Videli bomo, kako bo ravnala poslanska skupina. Vi ste verjetno opazili prejšnji teden, da so na njegovo zahtevo po glasovanju o zaupnici odreagirali z nezadovoljstvom. Označili so jo za solo potezo in kot nekaj nesmiselnega. Tako da ne bi želel komentirati njihovih notranjih razprav. Te so še na vrsti in naj jih opravijo sami. V kakšen kontekst pa umeščate današnji odstop ministrice Nuša Trobec Bučar? Je tudi to del Erjavčeve igre? Glede na izjavo, precej prizadeto izjavo predsednika vlade Boruta Pahorja, gre očitno bolj za del igre kot za nekaj, o čemer je sama govorila. Mislim, da je on z ničemer ni izval takšnega ravnanja, čeprav je že dlje časa tako do njega, kot tudi do drugih ljudi v vladi so prihajala opozorila, da se dogajajo na službi, ki jo je vodila ministrica, oziroma v katere področje je sodilo to ministrstvo, njeno vodenje ministrstva, da se dogajajo stvari, ki ogrožajo učinkovito črpanje evropskih sredstev, da so bile opuščeni nekateri projekti, predvsem glede načrtovanja prihodnje finančne perspektive, ki so zelo pomembna, ker gre za edini razvojni denar, ki tu še je. Očitno je tudi nezadovoljstvo znotraj hiše bilo veliko dejanj, ki vse bolj prihaja na dan strani zaposlenih, kako so bili pravzaprav šikanirani in se je neka samovolja znotraj njih odvijala, tako da jaz mislim, da gre v resnici bolj za neko nezmožnost opravljanja tega dela, kot pa za pomanjkanje podpore strani predsednika vlade, ki je bila po mojem prepričanju večja, kot bi si jo ministrica zaslužila. Kaj pa vaš komentar na današnjo izjavo Boruta Pahorja, s katero je pravzaprav dejal, da se ne strinja s trditvami ministrice Radićeve povezane z Agencijo za upravljanje kapitalskih naložb in NKBM? Njene izjave stojijo, v celoti so utemeljene. To ravnanje AUKNA, ki je očitno sponzorirano strani Ministrstva za finance, je neodgovorno ravnanje, je škodljivo ravnanje, je ravnanje v nasprotju s tem, o čemer in kako je vlada razpravljala, je neka ponovitev kazino kapitalizma, v katerem se denar iz realnega sektorja namenja za finančno špekulativne posle, tako da obstaja realna nevarnost, da v prihodnjem letu zaradi neposrečene dokapitalizacije NLB-ja bo potrebno iz proračuna črtati precejšen del investicij države. S to akcijo, ki, kot sem rekel, je popolnoma neodgovorna, neutemeljena, ad hoc in v nasprotju z vsemi pravili obnašanja pri korporativnem upravljanju, je pa dejansko ogrožena, da tudi tista državna podjetja, ki imajo nek investicijski kapital, teh investicij ne bodo mogla v zadovoljivem obsegu izvajati. Dejstvo je, da gospodarske družbe, se posebej v energetiki, niso namenjeni v zagotavljanju presežkov za finančne špekulacije, za vlaganje v bančni sistem, ampak so namenjene za izgradnjo tiste infrastrukture, ki je potrebno, da imamo primerno infrastrukturo, energetsko oskrbo in vse drugo.
Tukaj je na delu neka kratkovidnost, je na delu neko popoln spregled edine sektorske politike, ki je bila doslej strani ministrstev narejena. Torej, sektorska politika za področje energetike je bila pravočasno strani ministrstva za gospodarstvo narejena, medtem ko sektorske politike minister Križanič za področje finančnega sistema še ni naredil. Agencija se je odločila, da bo sledila neki netransparentni logiki še ne narejene sektorske politike za področje finančnega sistema in pri tem gladko šla preko vseh prioritet, ki so bile usklajene in dorečene znotraj sektorske politike za področje energetike. Tako da predsednik vlade se tu zelo moti, posledice bomo občutili vsi. Jaz sem v zvezi s temi nekaterimi drugimi stanji in dejanji in opustitvami dejanj tudi predlagal jutri poseben sestanek na ravni koalicije in bo do njega tudi prišlo. Ste lahko bolj konkretni, kaj boste jutri predlagali? Kaj bo storila ministrica To bom Radičeva? predlagal tam. Kako? Še kaj drugega? Kaj lahko stori ministrica Radičeva, kaj boste predlagali konkretno? Dovolite, da o tem najprej spregovorim s kolegom. Menda snujete tudi neko rešitev glede na starega zapleta. Poglejte, enostavnih rešitev ni, tako da mislim, da je potrebno najprej se zelo realno, brez sprenevedanj, brez izmikanj, soočiti z realnostjo, v kateri se je znašla ta vlada, ta koalicija, politika kot celota in potem rešitve niso tako zelo zapletene. Ampak najprej je potreben ta prvi korak in v zadnjih tednih oziroma od januarja naprej v stranki zares o tem zelo odprto govorimo, začelo se je z našim dokumentom proti blokadam in vse izjave, ki smo jih dali, potem govorijo eno in isto zgodbo. In mislim, da smo zdaj prišli do momenta, ko nas bodo morali tudi v večji meri kot doslej poslušati, predvsem v koaliciji in prisluhniti temu, kaj govorimo in tudi skupaj z nami začeti razmišljati o neki konstruktivni rešitvi. Zdaj to je bilo nekako slišati, kot da bi lahko vi gospoda Pahorja, če morda gre Desus iz koalicije, da bi ga lahko malo bolj izsiljevali. Ko ne rečem, že ne obvladam dolenjskega glasa kot Dolenjec, to so vaše domneve. Prosim, hvala lepa.